Jaz bom nekaj vam prikazal, kar se tudi prikazal leta z decembra tudi študentom na MBA šole na Bledu, ker mislim, konkurenčnost je ena izredno važna tema, ne samo po celem svetu, ampak tam tudi za Slovenijo, kjer se o konkurenčnosti v bistvu premalo govori in naša konkurenčnost ni taka, kakršna bi lahko bila. Kajti, kaj je konkurenčnost? Konkurenčnost ima dvojni pomen, to je zelo celovit kompleks, ki lahko predstavlja konkurenčnost enega podjetja, lahko ene države, lahko enega posameznika. In v današnjem svetu postaja konkurenčnost ena vedno važnejša komponenta, kako se deluje uspešno ali manj uspešno. Kajti konkurenčnost zajema tako kratkoročno uspešnost in učinkovitost kot trajnost enega podjetja, enega gospodarstva ali celo ene države. Gospodarsko trajnost. In zato bi jaz govoril o teh treh tezah. Ena panta rej, mi smo na zelo kompleksnem svetu, ki se stalno in abruptno spreminja, ki se je treba stalno prilagajati na to. In to za vas, kot ste mladi študenti tukaj, vi boste v tem svetu mogli delovati. In če boste hoteli delovati učinkovito, morate razumeti, kaj so tukaj te gonilne sile, ki se dogajajo, v kateri smo mi vklopljeni sedaj kot država. Potem je druga stvar, zakaj konkurenčnost postaja v bistvu ena kondicija sine qua non, da lahko uspete. Ker če zanemarjate konkurenčnost, ne boste nikoli uspeli, ali tako uspeli, kot bi lahko. In zdaj danes pred začetkom govoril v enem intervju, da se rekel, mi rabimo eno mentaliteto na Tine Maze. Ona se zjoka, če je druga. Namesto je bila ta prva. Mi smo v 52 na svetu v konkurenčnosti in še nobenega politika nisem doživel, nobenega ministra, da bi se zjokal. In to je problem Slovenije. Da mi je to čisto vseeno, ker jih to ne zanima. In kako se bojo prebudili, mogoče bo res potrebno se bojo prebuditi, kako so prebudili se Mariborčani pa Slovenci, da boste vi šli na cesto in zahtevali, da vlada tudi o tem govori in kaj naredi na tej konkurenčnosti. Jaz nočem tukaj provocirati, ker jaz hočem se povedati, da Slovenija ima velike šanse, da se prebije naprej, če bomo razumeli, kaj pomeni naša konkurenčnost, kje smo in kateri so vzvodi, na katerih moramo delati, da bomo šli lahko naprej. In v tem kontekstu bom tudi malo govoril, jaz imenujem to kvadriga človeških virov. Ker samo naši ljudje se naše edino bogatstvo predstavljajo. Mi nimamo rude, mi nimamo drugih velikih stvari, imamo lepo deželo, imamo dobro logistično, pa vse skupaj zavisi od naših ljudi. In to velja tudi kje drugje po svetu, da kvadriga človeških virov pomeni izobrazbo, koliko vlagamo izobražanje in usmerjamo naše mlade ljudi v poklice z bodočnostjo. Drugo je inovativnost. Ali vlagamo dovolj v razvoj, da bomo postali inovativna družba. Tretja je produktivnost in podjetništvo, da bomo peljali naše gospodarstvo naprej ne po birokratskem, ampak po enem podjetniškem konceptu. In četrta so vrednote. Kaj so naše vrednote? In ena vrednota je lahko ena kompetitivna, konkurenčna mentaliteta, a Tina Maze. In tega se moramo zavedati. Se pravi, da bo v bistvu naloga, če hočemo Slovenijo spraviti naprej, bo mobilizirati potencijale naših ljudi v smislu konkurenčnosti. Da pa če o tem malo govorite, ker je teze malo poglobim, Pantarej, zakaj je to izredno važno? Mi smo v zadnjih 20 letih na svetu doživeli verjetno več sprememb kot prej v 100 letih. Bili so 3 veliki premiki, padec komunizma in izginila je Sovjetska zveza, komekon na našem okolju razpadla Jugoslavija in so postali samostojni. Drugo je bil potem september 11, ko so začeli Amerikanci svoj boj proti terorizmu, ki je samo še poslabšal situacijo. To je danes slabše, kot je bilo, kar se tiče terorizma. In tretje, kar je zelo kritično in v katerem sedaj smo, je ta kriza, ki je nastala iz finančne krize, ki je prišla v tem krizo realne ekonomije, ki se je dopolnila krizo evra in mi Slovenci, kot del Evrope in evra, seveda s tem še posebej trpimo. Po tem tremi dogodki so pa ene določene spremembe, ki so stalne in ki delujejo, ampak so povezane, recimo politično, se pojavljajo novi centri moči. Amerika ni več čisto superpower, tukaj se pojavlja zdaj Kitajska. Ekonomija je v sredi globalnega razvoja in ta globalizacija je izredno kritična, o tem bom malce več govoril. Ta globalizacija je pa gnana recimo za tehnološko revolucijo, ker tudi tehnološko imamo v zadnjih 20 letih ogromnih sprememb. Imamo pa druge fenomene, okolje, spremembe v okolju, ta hothouse efekt, ko mu rečejo. Potem spremembe, da postajajo nekateri naravne resursi, postajajo zelo redki. V bodoče se pričakuje boj za vodo, boj za nekatere surovine in tako naprej. Potem imate demografske spremembe. Nekatere dežele se starajo, nekatere so še vedno mlade. Vi imate velike razlike med revnimi in bogatimi. Tukaj se odpirajo škarje,
ki so izredno nevarne, tudi v Sloveniji. Potem rabite v izobrazbi stalno nova znanja. To se pravi, da morate imeti en koncept, tistega, kot Amerikanci rečejo, lifelong learning, da se ne smete nehati učiti. V moji firmi, dokler sem bil v Metincu, so rekli, v momentu, ko se nehaš učiti, da bi postal boljši, nisi več dosti dober. Se pravi, tudi če boste jutri diplomirali, morate se zavedati, morate se učiti in spreminjati naprej. In potem je tudi vprašanje vrednot, ker tudi vrednote se po svetu spreminjajo. Vaša generacija ima druge vrednote, kot smo imela moja pred 50 leti. In delno so se vrednote po svetu erodirale, nastal je pohlep, ta pohlep v finančnih krogih je privedel do krize in potem smo si zabrali na veliko težave. Tako se pravi, da se moramo zavedati, če gremo zdaj samo na gospodarstvo in na globalizacijo, da globalizacija je en faktum, ki obstaja in nismo sedaj v enem po industrijskem obdobju, ki je gnano z znanjem in z uslugami. In da to je treba tudi stalno prilagajati podjetja, države, gospodarstvo tem novim spremembam. Recimo samo pogled na delovna mesta. Dolgoročno bo v industriji, v klasični industriji, v razvitih deželah ostalo maksimalno 10 do 15% delovnih mest v industriji. Francija ima že danes samo še 12%, ker je zanemarjala industrijo. Nemčija ima še vedno okoli 25%. Slovenija ima okoli 35% še v industriji. Ampak ta hira, to se pravi, da dolgoročno, v naslednjih 10 letih se lahko zgodi, da se bo število delovnih mest v Sloveniji prepolovilo, kar se tiče industrije. In vprašanje, kje bodo nastala nova delovna mesta? V uslužnostnih dejavnostih, v znanstveništvu, v socialnih oskrbi in tako naprej. Ostalna presnova mora biti en del tega, kar delajo tudi naše vlade, da pravočasno začenjajo to presnovo. Jaz sem bil leta 1967 začel delati v Luksemburgu. 300.000 ljudi je bilo takrat v Luksemburgu, že Luksemburžanov. Oni so takrat začeli prestrukturirati svoje gospodarstvo, prehajati iz železarske industrije v uslužnostne dejavnosti, Radio-televizija Luksemburg, privabljali so nove greenfield investicije in ustvarjali so bančni center Luksemburg, ki je danes tretji na svetu. V Luksemburgu danes živi 450.000 ljudi, od tega 300.000 Luksemburžanov in 150.000 tujcev. In dnevno se jih vozi še dodatnih 50.000 na delo v Luksemburg. In njihov nacionalni produkt na glavo prebivalcev je okoli 100.000 evrov, slovenski okoli 20. Zdaj si predstavljate Slovenijo, da bi imeli poleg 2 milijona Slovencev, da bi tukaj živelo še 1 milijon tujcev, živelo v Sloveniji in delalo in zaslužilo in da bi se še 200.000 dnevno vozilo v Slovenijo delati. Se to lahko predstavlja? Ampak Luksemburžani so to naredili, ker so začeli pravočasno razmišljati o svoji bodočnosti. In pri nas se nažal tega v naslednjih 20 letih naše samostojnih ni začelo o tem razmišljati, kaj hočemo biti. Dokler smo imeli nejasne cilje, postati samostojni, vstopiti v Evropsko unijo, vstopiti v NATO, vstopiti v Euro. Smo znali dobro delati, ker so nam postavili cilje in smo jih izpolnili. Ko smo pa prišli v NATO, ko smo prišli v Evropo, ko smo prišli v Euro, smo momentalno zaspali. In nismo šli v naslednji korak, ki bi mogel biti konkurenčnost, rast in delovna mesta. Kaj je koncept za Slovenijo, da bomo konkurenčni v Evropi. Zato jaz govorim o konkurenčnosti. Če gremo malo globlje na to, ta kriza, v katero smo zašli, je bila večplastna in je izredno negativno vplivala ne samo na Slovenijo, ampak praktično na cel razviti svet. Ker razviti svet je bolj trpel kot nerazvito, kot je želel v razvoju. So bili ogromni finančni stroški, brezposelnost je delno povišala, sami veste, da je v Španiji recimo, da je 25% brezposelnosti in pri mladih ljudeh preko 50%. To je ena socialna bomba, ki je neverjetno nevarna. In v Sloveniji tudi začele tiktakati. Mi imamo že te brezposelnosti, če gledajo številke, preko 120.000 brezposelnosti v Sloveniji. In ne vem, koliko je brezposelnost pri mladih, ampak to so številke, na katere se moramo zamisliti. Kako bomo to znižali? In meste potem vprašanje zaupanja, ker ljudje so enostavno zaupanje v politike po drugih državah in nastajajo protesti in psihološko ljudje so zaskrbljeni, ker se skrbi njihova bodočnost. In vsi ti fenomeni se zdaj prihajajo tudi v Slovenijo, zato se ne moramo čuditi, da nastajajo stavke, proteste in tako naprej. In politika je do sedaj napačno reagirala. Ne morate reči, da so ti ljudje zombiji in to je žaljivo. Treba se zamisliti, zakaj so šli ljudje na cesto. In kako jih bomo spravili na delovna mesta, ne na cesto. In če gledate potem, kako so le različne države prizadete, ste imeli države,
ki so kljub krizi, tudi če so padli v krize, so se hitro popravile in danes, kolikor to dobro delajo, so države, ki so vedno v krizi. Severna Evropa, Skandinavci, Nemci, Avstrijci, Holandci so dobro vozijo. Južne države, Španija, Grčija, Portugalska, medtem tudi Francija, slabo vozijo, jim slabo kaže. In Slovenija, nažalost, v tej drugi grupi, ne v prvi. In edina razlika med tem državami je konkurenčnost. Kje so na konkurenčni skali na svetu? In zdaj, če hočete razumeti, kaj pomeni konkurenčnost, kar se že od začetka rekel, to je en kompleksni fenomen, to ni samo ena stvar, kot se mogoče nekateri politiki zamišljajo, konkurenčnost je samo vprašanje, ali podjetje konkurenčno ali in če ni, pa propada in bo že trg za to poskrbil. Delno je to res, ampak delno je to tudi napačno. Kajti konkurenčnost je danes na kompleksna situacija, ki se jo morate predstavljati preko vsaj 6 različnih, a vendar povezanih nivojev, o katerih bom malce govoril. Prvi nivo je giga nivo, to je globalni nivo. Naslednji nivo je mega nivo, to so velike ekonomske cone, recimo Evropska unija je taka cona. Tretji nivo je makro nivo, to so posamezne države. Četrti nivo je mezo nivo, to je namestni nivo, to so sektori ali regije ali grozdi. Peti nivo so šele podjetja, mikronivo. In potem šesti nivo, lahko rečete, to je nano nivo, to so posamezniki. Kaj znajo, kakšne so njihove vrednote, kako so šoleni. In če gledamo te 6 nivojev, da rečemo, da so to recivani nivoji, o katerih lahko govorimo in rečemo, kje so tukaj, vzemimo Zahodno Evropo, Evropsko unijo, v kateri smo mi. Evropska unija je izredno važna ekonomska cona, ki ima tudi določeno vlogo na giga nivoju, na globalnem nivoju. Evropske države so člani recimo tega G20, ki poskušajo urediti malce bolj svetovno gospodarstvo. Ampak Evropska unija kot taka, kot mega unija, kot ena velika ekonomska cona, še ni tako konkurenčna, kot bi lahko bila. Zato ker je še preveč nacionalnih interesov v tej coni in še nismo dosegli lastnih ciljev. Tretji nivo, potem če gledamo mezo nivo, imate v Evropi celo vrsto dobrih primerov zelo uspešnih regij in grozdov. In četrti nivo, oziroma naslednji nivo, če gledamo na nivoju držav, imate zelo velike razlike med posameznimi evropskimi državami. Finska je tretja na svetu po konkurenčnosti, Grčija je 96. To se pravi, da je razlika skoraj 100 držav vmes. In zakaj je Grčija 96, kaj so posledice za Grke in kaj je Finska tretja? In Slovenija je v tem na 55. mestu, kot sem že prej rekel. To se pravi, mi smo neko v spodnji tretjini in to ni najboljše. In potem na nivoju podjetij imate v Evropi vrsto zelo uspešnih globalnih podjetij, imate pa tudi eno vrsto podjetij, ki so v krizi in propadajo, ker niso pravočasno pripravljeni na to konkurenčnost. In kot zadnje, če govorimo o nanonivoju, tukaj še vedno ni Evropa na isti višini, kot so recimo Amerika, kar se tiče izobrazbe in kvalitete vodilnih univerz. Če gledate 100 vodilnih univerz na svetu, je še vedno velika večina prihaja iz Amerike, delno iz Evrope in Evrope samo v glavne tudi iz Francije in Anglije, zelo manj iz Nemčije in skoraj nobene iz Slovenije in nobena slovenska univerza ni med prvimi 100 na svetu. Bi lahko bila. To se pravi, da moramo vse to malce kritično gledati, kaj se to dogaja, ne dogaja. In imate potem tudi zelo različne posledice te konkurenčnosti. Zato, ker konkurenčnost je merena z različnimi kriteriji, je okoli 300 kriterijev, v kateri merite konkurenčnost, in lahko kasneje bom nekaj predstavil. Ampak dve važne izjave okoli te konkurenčnosti. Prvič, vodilne države so vedno v vrhu konkurenčnosti, so že preko desetletij v vrhu, ker imajo jasen koncept svoje, ne samo gospodarske politike, ampak koncepta cele družbe. Ker recimo en važen del konkurenčnosti tudi, kako homogena je ena družba. The quality of society. In slovenska družba recimo je razcepljena. In kdo jo cepi? Cepijo naši politiki. Namesto bi jo združevali, jo cepijo. Ker skušajo verjetno ravnati po starem rimskem pravilu divide et impera. Edini, ki poskuša malce recimo zdaj združevati in pomirjevati, zdaj Pahor, bo malo zato tudi izvoljen, in zdaj Virant malce poskuša in čim neki poskušajo, da takoj napadajo. Ja. In to je narobe. Ena druga zadeva je pa potem, da niso podjetja, države, ki so v vrhu konkurenčnosti, niso nujno velike države. Amerika je v vrhu, ampak med 10 najboljšimi, vsaj polovica majhnih evropskih
in azijskih držav. Švedska, Finska, Nizozemska, Avstrija, Hongkong, Singapur. To so vse države, Danska je tudi ena taka država, to so države med 5 do 10-15 milijonov prebivalcev, niso toliko večje od Slovenije, ampak so zelo konkurenčne. In zato se moramo vprašati, kaj se tem dogaja, zakaj mi nismo bolj konkurenčni. Zdaj, če vas samo povem, kaj so recimo najbolj konkurenčne države na svetu in katere so recimo potem države centralne in vzhodne Evrope, kamor mi tudi pašamo, ker mi smo na tranzicijska država. In se moramo zavedati, da je ena glavnih nalog je dvigniti našo konkurenčnost, če hočemo speti potem, ko smo enkrat prišli v Evropo. In to je, še enkrat ponavljam, mi smo mentalno zaspali, ko smo prišli v Evropo. Takrat je bila prilika, in to je bilo pred 6-7 leti, ko je bila prva Janševa vlada, takrat bi mogli začeti staviti na konkurenčnost in nihče ni tega naredil. In zato smo začeli tuniti in smo izgubili preko 20 mest na tem rankingu svetovnem. Bili smo že okoli 28. mesta, smo padli na 55. In države, ki so vedno v sprednji, če gledamo zadnje številke, recimo so lansko leto oziroma 2012-13 najbolj konkurenčna Švica, druga je Singapur, tretja je Finska, četrta je Švedska, peta je Holandija, šesta je Nemčija, 7. Amerika, 8. je Anglija, 9. je Hongkong in 10. je Japonska. Se pravi, polovica teh držav je mehkih držav. Če gledate centralno in vzhodno Evropo, tranzicijske države, ki so prej v komunizmu, tudi nismo bili v komunizmu, je najboljša trenutno Estonija, sledi Češka, Poljska, Litvanija, Latvija in potem pride Slovenija. To se pravi 4 države, ki so bile pod ruskim oziroma komunističnim vplivom Sovjetske zveze in ki so leta 90-91 bile daleč za nami gospodarsko, so nas v konkurenčnosti prehiteli. To se pravi, smo 20 let izgubili. Če bi teh 20 let mi konsekventno delali konkurenčnost in gledali na naše gospodarstvo in izhali iz tega, kar smo imeli, bi danes lahko bili daleč pred Estonsko. In to je zdaj, kar jaz očitam našim vladam, ne samo ene, ampak vsem, da niso to delali, da niso razumeli, kaj treba narediti, da bomo mi postali na konkurenčna država. Če gremo zdaj na te posamezne nivoje, da gledamo samo zdaj, medzo nivo se že omenil, Evropa je po gospodarski moči, poleg Amerike, še vedno najmočnejša gospodarska cona na svetu, ampak zaostaja za svojimi lastnimi cilji, ker cilj je bil, da bi postali do leta 2010 najbolj konkurenčna gospodarska cona na svetu. To pa nismo. In sicer glavni vzrok tega je neenotnost. Neenotnost med 27 člani Evropske unije in neenotnost med 17 člani, kolikor je evro. Ker vse države branijo še preveč svoje nacionalne interese in se ne morajo uskladiti tako politično kot gospodarsko. In zdaj ta borba okoli evra je lep primer tega, kako se vleče desno-levo, ali bo ta Francija in Nemčija šla skupaj, ali bo ta Slovenska skupaj. Kaj se bo dogodilo? To se pravi cela vrsta vprašanj, ki se pojavlja, ki je pokazala, da je koncept Evrope, kakršen je, potreben fundamentalnega popravila, če hočemo evro zadržati in je to uspešno naprej. Kajti Evropska cona ima veliko smisla, ker smo ustvarjali velik trg materialnih dobrin, ustvarjali smo celo trg pretoka denarja, ker je ista valuta v bistvu, in začenja se tudi s trgom dela, trg dela je začel delati, čeprav bi dolgo časa blokirati. Recimo, jaz sem šel 65 leta iz Jugoslavije, takrat komunistične Jugoslavije se v Nemčiji takoj dobil dovoljenje za delo in za bivanje. Če bi prišel predlansko leto hotel v Nemčijo, da tega ne bi dobil, ker je Nemčijo blokirala dotok novih prebivalcev v Nemčijo, ker so hoteli braniti lastna delovna mesta in to bilo narobe. Oni rabijo strokovnjake, samo jih niso pustili noter prijeti. In šele sedaj spremenjajo zakonodajo, ker so se zavedali, da bo imeli primanjkljaj inženirjev, tehnikov, naravoslovcev. To se pravi, te stvari so zelo povezane in če se že na nivoju države ali pa na nivoju gospodarske skupnosti o tem ne razmišlja, potem stvari zatekajo in zato Evropa ni več to konkurenčna, kot je bila oziroma kot bi lahko bila. To pomeni za celo evropsko gospodarsko skupnost je vprašanje konkurenčnosti posameznih držav izredno važno. Zato je, če se gledate na konkurenčno državo, da gledamo, kje so te, potem lahko gledate, kaj so posamezni te faktori, ki določajo konkurenčnost. In teh faktorjev je ena cela vrsta, če bom najdete to, da vam povem nekaj teh primerov. Recimo, oni imajo da World Economic Forum, on ima 3 glavne parametre, kakšne so te osnovne zahteve enega gospodarstva, kar se tiče recimo institucij in vlade, kar se tiče infrastrukture,
kar se tiče makroekonomskih pogojev, kar se tiče zdravstva in primarnega izobrazbe in kar se tiče sekundarne izobrazbe. Potem imate te faktorje, ki dvigajo vašo efikasnost, to je raziskave in razvoj, potem so to tržišča, finančni trg in trg dela, potem imate vprašanje tehnološkega razvoja in vprašanje potem tudi trga dela, kot sem omenil. In kot zadnje potem je pa še faktori, ki določajo sofistikacijo vašega društva, se pravi, koliko vlagate v raziskave in razvoj, kakšne so management metode in tudi kakšne so vrednote enega naroda. In podobno analizo z podobnimi faktorji ima potem tudi IMD iz Lozane. Tako, če tega ne poznate, bi vam zelo priporočil se to gledati na spletu te faktorje, ker tam se jasno vidi, kje posamezne države stojijo in ne stojijo po teh faktorjih. Na Slovenija, na žalost, pri večini teh faktorjev zelo slabo odreže. Če smo zdaj potem še na nivoju države, da še to omenim, kako lahko vlada vpliva na konkurenčnost. Tukaj samo nekaj faktorjev za pozicijo Slovenije, da boste imeli občutek, kdo je najboljši na svetu in kje stoji Slovenija. En faktor je nizka državna lastnina. Tukaj je recimo najbolj prva na svetu Švica, ker v bistvu vse privatno. Država ima izredno malo državne lastnine. Slovenija je tukaj na 55. mestu od 60 držav. Imamo visok delež lastnine. In zdaj se veliko govorite o strateškem holdingu. Vprašanje je sledeče. Strateški holding lahko dobra zadeva. Ampak ni nujno, da je visoka državna lastnina slaba zadeva, je pa slaba zadeva pri nas. Zato, ker naše vlade, naše politike ne razumejo razlike med lastnino in vodenjem. In se stalno mešajo v vodenje in postavljajo tako nadzorne svete, kot v uprave svoje ljubljenčke. In te ljubljenčki so v 90% primerov nekvalificirani, da bi vodili taka podjetja. In jih tako rekoč po slovensko zafurajo. In to so grešili vsi. Od Evropa preko Janše, preko Pahorja. Čim en pride na oblast, zamenja moštvo. Jaz sem rekel, tle se grejo košarko. Jaz sem košarko pregledal. Ja, zamenjaš petorko in postaviš novo petorko. Samo naprej cona igrala, ta igra pa pressing. Ja. Konkurent igra pa isto igro naprej. In mi nimamo toliko petork v Sloveniji, mi nimamo toliko kvalificiranih kadrov, da bi vsaka vlada vse kadre zamenjala. In te stihijske zamenjave so nas ogromno koštale. In če ne bojo naši politiki zdaj, ko postavljajo holding, razumeli, da morajo postaviti en absolutno neutralno nadzorni svet in izbrati upravo, ki verjetno ne bo notranjega Slovenca, ker noben ni sposoben voditi 10 milijard konglomerat, kar bo ta holding predstavljal, bo ta holding ena velika katastrofa. In jaz upam, se naši politiki tega zavedajo. Samo čim je Virant predlagal, da bi se vse stranke zbrale in določile neutralni nadzorni svet, kdo ga je kot prvi napadel? SDS. Zakaj? Da so vendar vsi vladi. Mogoče SDS-u napaše, da bi bil nadzorni svet neutralen. In če napaše pomeni, da branijo svoje strankarske interese. In njihovi strankarske interese niso identični z interesi Slovenije. To se pravi, tukaj vidite naenkrat, se pri taki zadevi tako pojavi egoizem posameznih strank. In zato je vi kot ljudje več zaupate. Ker točno vidite, kar gledajo. Druga točka je pravna država. Najboljša na svetu je tukaj Danska, Slovenija je 53. na svetu, kar se tiče pravne države. Tretja je sposobnost vlade, da se prilagodi novim gospodarskim okolnostim. Najboljši na svetu Singapur, Slovenija je 56. na svetu. Naslednje je nizka državna služba, malo državnih služb in nizka birokracija. Najboljši na svetu zopet Singapur, Slovenija 50. na svetu. V Singapurju zaslužijo vodilni uradniki oziroma člani državne uprave do $1 milijon na leto. Zato, ker hoče imeti ljudi, ki imajo take kvalifikacije v vladi in vladnih službah, da bi bili sposobni voditi velika podjetja. Pri nas je pa gospod Lahovnik postavil uravnilovko, da nihče ne sme zaslužiti več kot toliko. In to je narobe. Dobre ljudi imeti kvalificirane ljudi, kot je boste imeli birokracije in stvari se bodo hitreje reševale. Samo kvaliteto morate plačati. Naslednja je odprtost tujim investitorjem. Najboljša na svetu Anglija, Slovenija 51. na svetu. Še tiste tuji investitorje, ki so prihajali v Slovenijo, smo prepodli. Nova Ljubljanska banka je Rok povabil KBC, da pride noter in je obljubil večino. Naslednja vlada, se pravi Janša in Bajuk, ste jih ven metala, ker ste rekli, da je v nacionalnem interesu, da ostane Ljubljanska banka v naši lasti.
Bajuk in Janša so to besedo uporabljala. Danes pa Janša govori, da je nacionalni interes slaba beseda. Zakaj pa pred 5 leti uporabil? Če bi on takrat pustil, da bi KBC kupil Ljubljansko banko, mi ne bi bilo treba financirati za Ljubljanske banke, ker bi Belgijci mogli financirati. In ta odločitev Bajuka in Janša nas košta 4 milijarde evrov. Ali pa to ne pa plačalo, mislim, Jan Bajuk ne more več. Naslednje je, da imamo dobre zakone o konkurenčnosti in da dovolimo konkurenco. Tukaj smo 53 na svetu, najboljša spet Danska. Potem je to, kako lahko je ustvariti in voditi novo podjetje v Sloveniji, v državi je na 4 leta, ena je Hong Kong, Slovenija 50 na svetu in kako lahko je priti tujim delavcem in kako atraktivna je država za tuje delavce, je Portugalska najbolj odprta, Slovenija je spet na 45 mestov na svetu. To se pravi, smo nekje med 45 in 56 mestov na svetu po teh 10 kriterijih. In če bi se naše vlade saj začeli od teh 10 kriterijih brigati, bi Slovenija naredila skok naprej. In da do sedaj še nisem zasledil enega resnega ukrepa v tem smislu. Zato se ne smemo čuditi, da naše gospodarstvo kera in da nismo interesantni za tuje investicije. Zdaj si obljubljali, da bomo imeli tuje investicije, okolje ni bilo še nikoli tako dobro za tuje investicije v Sloveniji, je zadnjič izjavil ne vem kdo, meni se je gospodarski minister. Vprašanje ni, ali okolje še ni bilo tako dobro. Vprašanje je, okolje dovolj dobro za tuje investicije. To bi mogel odgovoriti. Ker mi smo v konkurenci z drugimi državami, ki čisto drugače delajo. To se pravi, tukaj na nivoju države, in to je vlada, je ogromno še za narediti v Sloveniji. Zdajšnja vlada je, moram reči, postavila se ene pravih prioritet, recimo pokojninsko reformo, trg dela in to naprej, ampak jih je rabi še na celo vrsto tako strukturnih reform kot konkretnih akcij, recimo, če samo menjamo nekatere te, da bi postavili Slovenijo na drugo konkurenčno bazo, ker samo to bo spet spodbudilo naše gospodarstvo, da bo šlo naprej. Če gremo na naslednji nivo, to je medzo nivo, kar se ga prej omenil. Ta je često zanemarjen, ker ga ljudje nekako ne razumejo. To je področje ali sektorjev, industrijskih sektorjev, ali pa uslužbenskih sektorjev, ali pa regij, ali pa grozdov. V Sloveniji regije niso definirane. Če se spomnim, prejšnja vlada so diskutirali, koliko bo regija, 12 ali 15 za Slovenijo, pa 2 milijona prebivalcev. Zdaj, kar nekaj smo pred dveh, zahodna Slovenija in vzhodna Slovenija. V bistvu je ena regija v Evropi ima med pol milijona in milijon pa pol prebivalcev, se pravi Slovencev, da se maksimalno te dve regije. Naše stroke, nekatere naši sektorji smo tako zanemarili, da so propadli, istočasno, ko isti sektorji v tujini, v zahodnji Evropi še vedno rastejo. En lep primer tukaj je naš tekstil, Mura. Staro podjetje, 60 let tradicije, pridni ljudje in pridne šivilje vse to in je propadla oziroma propadala. V istem času se v Evropi pojavljajo dve firme, ki jih verjetno vsi poznate, H&M in Zara, ki imate obe po par milijard evrov projekta, so nastale v državah, ki so dražji od nas, samo imajo en drugačen koncept. In imajo po 7, 8, 9 milijard prometa, ustvarjajo nova delovna mesta in stalno rastejo. Zakaj je ta razlika? In na tem bi se mogli naše politike zamisliti, ker puščajo cele naše sektore, da propadajo. Gradbeništvo smo uničili. In danes sem bral, da ni v Sloveniji več podjetja, ki še možno dela ceste. Kdo je podel? Štrabak in Italijani. Slovenci pa ne več. Ampak tam na Primorskem, Ajdovščina, Primorje, imate pa masivno brezposelnost. Zakaj smo pustili prepasti nekatere naše sektorje? Kar se tiče grozdov, gospa Petrin, ko je bila gospodarska ministrica pod Robom, je postavila koncept grozdov, ki je izredno dober koncept in tudi jih imate celo vrsto. In naslednja vlada, Bajuk in Janša, sta jih uničila, ki jih nista podpirala. Edin grozd, ki je preživel, je avtomobilski grozd. In ta ima okoli 4 milijarde prometa, če se prav spomnim, in okoli 4-5 tisoč delovnih mest ustvarja v Sloveniji. Zakaj ni bi imeli enega lesnega grozda? Zakaj ne bi imeli enega logističnega grozda? To so vse stvari, ki so le predlagane, ampak ker je predlagana prejšnja vlada, češ, to njihova ideja, naša ni, tega ne bomo naredili. Tako smo zapravljali priložnosti. In potem to, če gledam, kjer smo pri teh konkurenčnosti grozdov, prvo na svetu je Tajvan, druga je Italija, tretji Singapur, Slovenija je 78 na svetu, kar se tiče grozdov. In to spet pomeni, da smo to popolnoma zanemarili en izredno važen sloj med nivojem države in med nivojem posameznih podjetij, ker so naša slovenska podjetja v bistvu skoraj vsa premehna, če jih pa združite v en grozd, ali avtomobilski grozd, ki imate cimo, filtri, avto, elektriko in tako naprej,
pa to lahko zelo uspešno dela, ker koristijo sinergijo ali v razvoju, ali v dostopu do trga in tako naprej. Zdaj, tukaj spet ena velika naloga, kjer je treba se skupno ločiti, začeti tako z vlado, kot tudi recimo na nivoju podjetij. Potem naslednji nivo, o katerem govorimo, je mikronivo. To so podjetja in seveda podjetja so ključ za konkurenčnost vsake države. In če gledate konkurenčne države, imajo ono mešanco podjetij, ki so velika mednarodna podjetja, ki so mednarodno konkurenčna, ki imajo srednje velika podjetja, tudi nemški Mittelstand, in potem mala podjetja, te start-upe, ki začenjajo. In ta kombinacija mora biti povezana, ker mala podjetja ustvarjajo, imajo nove ideje, začenjajo ustvarjati nova delovna mesta, od 10 jih mogoče 5 preživi, 5 ne, ampak te rastejo naprej, potem grejo ta srednja velika in potem nekatera postavijo internacionalke. In te mednarodna podjetja ne prihajajo samo iz velikih držav. Jaz sem prej Dansko citiral. Danska ima preko 10 podjetij, ki ima več kot 2 milijarde evrov prometa, ki so med vodilnimi na svetu. Maersk je eno poznano podjetje v kontejnerjih, ima 20 ali 25% svetovnega trga. Arla, ne vem, kdo pozna Arlo. Poznam do Arlo? Ne, morate malo gledati okoli. Arla je mlekarska zadruga iz Danske, ki ima 8 milijard evrov prometa. V Ljubljanskem mlekarna smo pa zdaj prodali, ne vem komu. Zakaj nismo naredili slovenskih mlekarn, eno Arlo, zakaj so Danci to lahko naredili? 8 milijard prometa, s sirom, z mlečnim proizvodnjem, s putrom in tako naprej. Novo Nordisk je vodilno podjetje v farmacevtski proizvodnji insulina. Ima okoli 5-6 milijard prometa in je številka 1 na svetu. Zakaj nista Krka in Lek združena, da bi naredili eno veliko, močno farmacevtsko podjetje slovensko, ki bi lahko konkuriralo med mednarodnem trgu? Krka je vsaka čast, je zelo dobra, ampak je v bistvu zelo majhna. To Krka samo vprašanje, kdo je v enem kupu. Za 1 milijardo, milijardo pa pol dobite Krko danes. To za velika podjetja ni noben denar. In če bomo še Krko izgubili, kot smo Lek, bomo izgubili spet eno možno jedro slovenskega industrijskega razvoja. O tem nihče ne razmišlja. In zdaj, recimo, če gleda, kaj se vse prodaje, ne prodaje. V Sloveniji nihče ne ve, kaj se prodaje, ne prodaje. Tle imate v Celju, če se prav spomnim, Cinkarna. In je zelo uspešno, kot vem. Ja, pa bo zdaj naprodaj, zakaj? Zaradi zvona. Helios je isto od Domžala, ki je izredno uspešno podjetje. Bo spet naj razprodaja, da lahko en pocen kupi. Zapre Domžale in ohrani trg, ker to bo naredil. In o tem je treba govoriti na naši vladi, ne pa o tem, a bo dan v enako interpelacijo, ne bom dal interpelacijo. O tem se v Ostrej govori, v gospodarski politiki se govori pa 18 minut mogoče. Ne gre, da bilo njih narobe. 18 minut je preveč za govornjaka. In za podjetje sem rekel, da je to, če govorite, ne 18 minut, da je to 18 minut preveč, ampak govorimo. Njegovo podjetje je izredno važno nekaj, da imate 4 stvari, morate biti dobro urejene. Prvič je strategijo, da razumete, kaj je vaša konkurenčna prednost in da ustvarite eno trajno konkurenčno prednost. Za slovensko podjetje, za večino prednosti je lahko samo, da se specializiramo in da imamo izredno učinkovitost, hitrost in inovativnost. To se lahko pogoje uspeha, ker smo premajhna, naša podjetja so med tem premajhna postala, da bi lahko konkurirali. Kar smo v velikih podjetjih smo razvili, Iskra imela 35 tisoč ljudi, Savitka ni več, tam je imel 10 tisoč ljudi, tam ni več. Največje podjetje je Gorenje, z 10 tisoč ljudmi, in še sami veste, kakšni bitki je Gorenje, kako se borijo, da bojo preživeli nasproti tem drugim velikanom, ki so 3-4 večji od njih. Potem je drugo vprašanje, da ustvarite svojo jasno strateško prednost in da jo znate to strateško prednost tudi ohraniti. Ker mi nimamo prednosti, kar se tiče naravnih resursov, poceni nimamo ne poceni nafte, ne poceni rudne nič, imamo samo dobro in sposobno delovno silo, ki jo ne znamo dovolj mobilizirati in ne narediti dovolj inovativne, ker ne vlagamo dovolj raziskave razvoja. To me še prišlo na koncu. Potem je važna organizacija in organizacija se spletale, če govorimo te corporate governance, napake, ki so se pri nas delali, so, da ni bilo pravega odnosa med lastništvo in vodenje. In še tisti lastniki, ki so se pojavili, niso bili odgovorni lastniki. Naša država se ni obnašala kot odgovorni lastnik. Dopuščali so tudi razna čuda, če so se podjetja privatizirala,
so tudi, da sem jaz mislil, recimo, sem bil za to, da se podjetja privatizirajo, ampak nisem računal s tem, da bo večina, da bo često se začeli to izkoriščati in se bo začeli podjetja izčrpljati. Zato smo izgubili enega Merkurja, zato smo izgubili Istrabenz, ker niso znali urediti tega odnosa med lastništvom in dobrim vodenjem. Se zbrali bote tako pa nadzorni svet, dobre uprave in odgovorni lastniki, da je to treba optimirati. In predvsem se treba zavedati pomembnosti ljudi v podjetjih, kako mobilizirati ljudi. In dobra podjetja imajo dve stvari, ki so, kar reče tudi tista nevidna organizacija, ki vse zavisi od ljudi, da imajo ljudje skupne vrednote, skupne cilje, vsi ljudje v podjetju, da jih razumejo, in da imajo veliko dobro stopnjo sodelovanja, ki bazira na zaupanju. In to sami veste, komu vi zaupate, komu ne zaupate, ampak pri nas je često v podjetjih ni dovolj ambicij in ni dovolj sodelovanja, dovolj zaupanja, zato naša podjetja niso tako uspešna, kot bi lahko bila. In recimo najbolj uspešna podjetja sem jaz videl v železarski industriji, to je ena firma Nucor v Ameriki, ne vem, kdo jo pozna. Nucorja pred 20 leti ni bilo, danes je pa to največje železarsko podjetje, jeklarsko podjetje v Ameriki, ima vrednost okoli 15 milijard dolarjev. Glavni konkurent United Steel, ki je starejši 100 let, ima vreden 2 milijarde dolarjev. V Nucorju so delavci zaslužili do 100 tisoč dolarjev na leto. Samo oni so bili 4-krat bolj produktivni kot najbližji konkurent. In oni so se počuli kot lastniki. Tam je lahko mojster odločil do $500 tisoč dolarjev, do $500 milijona investicijo lahko sam odločil. Ko sem ga jaz vprašal, kako pa to, ali kako pa če pa vprašal. To je moja peč, on je odgovoren za odločno peč, on se je počutil kot lastnik. In to so bili najbolj produktivni in najbolj dobri delavci na svetu. So bili socialno varni, dobro so bili plačani, njihovi otroci so dobivali šolnino in tako naprej od podjetja. To je bil primer enega podjetja, ki odgovorno ravna. In takih podjetij v Sloveniji žalost premalo. Vi jih lahko pa imeli. Potem je izredno važno, da imate operativo dobro pošlihteno, se pravi, da ste kompetitivni, da ste inovativni. In kot zadnje je spet, da se brigate za kadre in ljudi v podjetju. Ker dobra podjetja zasigurajo kontinuiteto kadrov. In če gledate pri nas sicer podjetja, ki dobro vozi, recimo Krka. Krka je imela v zadnjih 40 letih mesedi 3 voditelja. Anderliča, ki je začel, Kovačiča in zdaj Colariča. Jaz sem bil, kot sami veste, mogoče v nadzornem svetu Slovenskih železnic, to so imeli v 7 letih 6 generalnih direktorjev. Kako morate voditi eno podjetje, če se vsak let menja? To ni nobene kontinuitete, to ni nobenega koncepta, to je samo strankarska odločitva. In potem imate še ministre, kot je bil Vlačič, ki se je zlagal, da ni bila njegova odločitev postaviti enega župana iz Prevalec, ki je prišel, da ga je postavil in nadomestil prejšnjega in on je bil brez kvalifikacij in po 3 mesecih so ga spet odstavili in so ga pa postavili za svetnika v Slovenskih železnicah, ki mu da 7 tisoč evrov plače na mesec. Tako se zapravlja slovensko premoženje. In dokler bo tako šlo, bo tukaj en problem. To se pravi, da mobilizirati ljudi, vlagati v trening ljudi v podjetjih in razvijati lastne kadre in sposobne kadre in da osigurati kontinuiteto vodstva podjetij. O tem je treba tudi razmišljati. Potem zadnjo, kar je seveda potem, so ta nano podjetja. To je pa spet vprašanje tega nano nivo podjetje, nivo posameznika. Tukaj mislim, da bo treba izredno veliko vlagati v Slovenijo. Tukaj smo na pravem mestu. Čim več vlagati v izobrazbo naših kadrov. Ne krajšati denarja za izobrazbo, za univerze in za visoke šole, ampak ga povečati. Jaz mislim, Slovenija, da vlaga 5-6% GDP-ja v izobrazbo. Po mojem bi mogli vlagati najmanj 7%, ker to vlagajo ta uspešne države, 7-8%. In mi bomo mogli vlagati v raziskave in razvoj vsaj 4% GDP-ja, danes vlagamo 2%, približno 2%. Samo še te 2% nista dobro naložena, ker je izredno malo, izredno nejasno, kam gre ta denar. Ker se premalo ustvari inovativnih produktov in storitev za trg. Ta denar je nekaj razprečkan. Avstrijci so isto začeli pred nekaj leti. Jaz poznam vodjo tega, ki bi postavljal od avstrijske vlade, da so definirali 5 ali 6 področij v Avstriji, ki so rekli, tukaj baziramo na znanju, ki že obstaja v Avstriji in avstrijskih podjetjih. Država bo dodelala svoj del, 1/3 plača država, 2/3 podjetja. Oni so konsekventno dvignili vlaganje raziskave razvoj na 3% GDP-ja, kar je tudi cilj Evropske gospodarske skupnosti.
Slovenija, ker zaostajamo, bi mogla vlagati vsaj 4%. Recimo ena država, ki je danes v špici, to je recimo Švedska, vlaga 4%. In to bi mogel biti cilj Slovenije, da vlagamo 4% v raziskave razvoj v panoge, kjer je v Sloveniji obstaja znanje. Kemija, farmacija, avtomatika, elektronika, še nekaj imamo in tega. Da bi ta podjetja podprla. Ker ona bojo zagnala stvar naprej, potem si bomo lahko začeli špogati še druge zadeve v družboslovne take stvari. Mi moramo zagnati naše gospodarstvo. Za ta nanonivo je izredno važno, da bomo vlagali v izobrazbo, kot se srečam, in vi ste tudi bodoči nosilci našega gospodarstva in naših podjetij, da bomo bili res kot narod, na tem kot Amerikanci rečem, ostrini noža, kar se tiče znanja in sposobnosti, ki jih imajo naši mladi ljudje. In to je ena naloga spet, v kateri se mogoče premalo govori in se tudi preveč zdaj špara bo treba kje drugi, ne pri izobrazbi, ne pri raziskavi. Zadnja točka bi se malce dotaknil pri teh kvadrigi človeških je še eno vprašanje vrednot. In te vrednote so spet ena zadeva, ki za Slovenijo so malce, niso najboljši situaciji. Ker če vas vprašam, kaj so slovenske vrednote in kdo jih definira, kdo jih predstavlja, kako bi pa odgovorili? Aškrat se je napisal, bez žavar še krike zvolov, potem pa vse tiho je bilo. Ja. Se pravi, ni enega slovenskega politika, ki predstavlja naše vrednote in nihče ne poskuša definirati naše vrednote in kaj bi lahko bile. In to bi bilo tudi zelo važno, zato ker tudi v teh vrednotah se ocenjuje posamezne države in situacije v državah. Zdaj smo samo 4 omenil, kje so v teh analizah mednarodnih. Eno je podjetništvo in kako se podpira podjetništvo in ljudi, ki skušajo na svoje nekaj začeti. Pred nas jih zmerja v glavnem za tajkune, ja. Ampak podjetništvo so v Sloveniji tako rekoč odličili. Jaz sem govoril, bila sva povaljena z gospodom Pipistrelo, od Pipistrela, ja, gospodu Tjurkuša, ki je bil predsednik, ker ga je zanimalo, zakaj je on selil Pipistrel v Italijo. In on ima težave z našo administracijo in birokracijo, ker je hotel narediti proizvodno enoto v Ajdovščini. In v Italiji so mu to v enem tednu zrihtali. In pa je gospod Tjurk vprašal, kaj pa glavna razlika med Italijo in Slovenijo? In ga Boškarol pogledal, rekel, gospod predsednik, v Italiji me pustijo delati. In to je žalostni odgovor za našo državo. Namesto da bi Pipistrel pri nas ustvaril 100 delovnih mest, je šel v Italijo. In so ga z Jakopinom, ki je hotel narediti delnico v Izoli, mu niso pustili, pa šel v Monfalcone. To se pravi, mi preganjamo podjetnike. In podjetništvo smo 48 na svetu. Naslednja vrednota je etično obnašanje podjetij, posameznikov. Tukaj smo 54 na svetu. In če danes slišimo, da so Janković in Janša obtožena korupcija, mene je strah. Mene so vprašali, kaj mislim, ko se upam, da to ni res. Ker če je to res, bo je to konc Slovenije in naše reputacije. Če bo ta dva vodilna politika v Sloveniji, se mi to kazala, da je bila ta res korupcija zraven, ker se res upam, da ni bilo. To je konc Slovenije, potem rečemo, ko bomo to šele pozorno. Potem je, kako se Slovenci obnašamo nasproti globalizaciji, jo sprejemamo in jo pozdravljamo, jo ne, smo 57 na svetu. Mi smo proti globalizaciji, ampak zakaj, ker je ne razumemo, zakaj ne razumemo, ker naša vlada ne razume. In če vlada ne razume, naši politiki, potem ne znajo ljudem razložiti. Globalizacija je za nas ena velika možnost, da bi šli naprej. Ker imamo ljudi in naši ljudje znajo delati, samo ne znamo jih voditi in mobilizirati. Ko je Revoz bil prevzet od Renaulta in so prišli Francozi malce zvišeni, kot so Francozi, so začeli okoli komandirati tiste dolence, so dolenci enostavno zaštekali in se vse ustavili. In so pol naredili eno analizo, je vodila dr. Globokar, ena slovenska raziskovalka, izredno v Franciji, in rekla, to je bil clash dveh kultur, boj dveh kultur. Kultura dvora francoskega, francoska kultura je monarhična kultura, in kultura vasi, ki je kultura Slovencov. In je razložila Francoza, da Slovenca morajo malce drugače mobilizirati. Ko so razumeli, kako je treba Slovence mobilizirati, z njim delati, so v 2 letih naredili več kot v Franciji v 5 letih. Meni je predsednik Revoza, takrat Koso, ki je bil Francoz, rekel, jaz v Franciji ne bi mogel tega narediti, kaj sem 2 letih v Sloveniji naredil, bi ne mogel narediti v Franciji v 5 letih. To se pravi, da mi imamo tukaj živo silo.
se pa znamo izkoristiti. In potem kot zadnje, kako odprta je naša nacionalna kultura proti tujcem, smo zadnji na svetu, 99 je na svetu. Mi smo ksenofobni. In istočasno smo prepotentni, ker se imamo za nekaj, smo full cool, full the best. Kacin je enkrat rekel, no predavali, pa so da, mi smo najboljši v vzhodnji Evropi. In jaz sem za en govoril, pa smo najslabši v zahodnji Evropi. In je bil žaljen. En govor, da smo najboljši v vzhodnji Evropi, mi tekujemo za zahodno Evropo. Mi ne tekmujemo več z Rusijo ali pa z Latvijo. Celo oni so nas prehiteli. To je prav zavedati se moramo, da imamo ogromne možnosti, ampak ne se precenjevati. Kar bi bilo tudi listo narobe, da bi se podcenjevali. Ampak rabimo zdravo samozavest in rabimo zaupanje. In ta zaupanje je mogoče kot zadnja beseda, da sem dan že omenil to. Zaupanje je produkt kompetenc, zanesljivosti in transparentnosti, deljeno z egoizmom. In če gledam, naše politike niso nekompetentni, nezanesljivi, netransparentni, ampak imajo visok ego. In gledajo svoje strankarske interese, zato je zaupanje Slovencev proti politikom proti nuli. Oni se pa čudijo, zakaj ljudje protestirajo. Če bojo vložili strankarske interese in če bojo pokazali recimo pri holdingu, da so sposobni postaviti en holding, eno pravo in nadzorni svet, ki ne bo gnan od strankarskih interesov, bo to prvi korak. In zato upam, da Virant svoj predlogom, ki ga je naredil, da bo uspelo, ampak dejstvo, da bo že uponirajo, še kaže, da še ni zaupanje tam. Ampak to so zadeve, ki jih moramo malo razumeti. In če gledamo pa na koncu konkurenčnost, katere države so najbolj konkurenčne in kaj sta dve glavne karakteristike tisti, ki najbolj korelirajo z konkurenčnostjo, je prvič, ko sem že omenil, kohezivna družba. In to je na prvem mestu na svetu Norveška, drugi je Singapur celo, zelo presenetljivo. Tretji je Luksemburg. In Slovenija, kot rečena, država sta razcepljena družba, ki so še naprej cepi, ker jo naši politiki cepijo. In mečejo te politične pasje bombice in take, in to je vse narobe. S tem moramo nehati. Mi se moramo združiti in delati na skupnem cilju, kot smo delali za samostojnost, kot smo potem delali za vstop, kot sem rekel, Evropo naprej. Postaviti se moramo nov skupni cilj in združiti razklanost naših politikov, ki bojo zdaj potem narod za vse potegli. Druga je pa, da imate en sistem vrednot, ki je orientiran na konkurenčnost. Da to že mladim ljudem začnete odsekati v glavo, ne konkurenčnost ambiciozna za vsako silo, ampak konkurenčnost v smislu, da bomo uspeli. Ponavljanje, ti nema seja, ti hoče zmagati. Kdo je najbolj konkurenčen, ne ve, kdo ima to najbolj na svetu razvito? Singapur, Hongkong in Amerika. So na prvih 3 mestih stalno. In ko sem bil jaz enkrat v Singapuru, sem govoril z mojimi mladimi kolegicami, takrat so bile dele pri McKinsey, so bile gospete, oziroma mlade gospodične, in se rekel, kaj so za vas prioritete, in sta obi istočasno govorile konkurenčnost in demografija. Pa povem se, zakaj pa konkurenčnost? Ste tretji na svetu. Ja, so rekel, pa smo že drugi. Se pravi, padli so z eno mesto in je bilo tako, so rekli, da to ni zadovoljivo. In zakaj demografija? Ja, moramo imeti večjo nataliteto, staramo se. Kdo pa to upravlja, se je rekel, naš predsednik vlada stalno to ponavlja. Konkurenčnost demografija, konkurenčnost demografija. In tega pri nas noben predsednik ne ponavlja. Se pravi, ali je to predsednik vlade, predsednik države, postaviti se moramo en cilj, ki ga bojo Slovenci sprejeli in potem bomo še to lahko naprej. To se pravi, če samo kot zadnje, če gledamo naprej, kaj bo Slovenijo in kaj to pomeni za Slovenijo. Leto 12 je bilo težko, 13 bo še lihto težko, pa še težje. Zato, ker trg se še ni popravil in predvsem tisti trg, kjer je Slovenija zastopana, se ni popravil. Mi smo izredno odvisni od izvoza, kar je velika sposobnost in jakost Slovenije. Mi skoraj 2/3 našega GDP-ja izvažamo, kar je recimo 3-krat več kot Hrvaška. Hrvaška izvaža 20%, mi izvažamo še 65%, kar je dokaz, da so naša podjetja še dobra in še konkurenčna, ampak to počasi pada, zato ker trgi, kjer so zastopani, ne rastejo več. Mi so glavno zastopani v zrelih trgih, zahodne Evrope. Mi smo premalo zastopani na rastočih trgih, razen Rusije. Nismo v Braziliji, nismo v Indiji, nismo na Kitajsko dovolj zastopani. Ali pa še drugih rastočih trgih. Daj pa se bomo preusmerili, kako hitro se bomo znali preusmeriti. To je veliko vprašanje. Ker v bodoče glede, da boste imeli vedno to, da bodo razvite države, razvita gospodarstva, bojo imeli zelo nizko rast, 1-2%, če bojo imeli. Zato, ker so saturirani. Tam ljudje imajo vsega že dovolj v bistvu. Rastejo pa ta državni razvoj, blik države in tako zadnje prihajajo, ker tem ljudje še le kupujejo prvo, oni še le kupujejo tisto, kar rabijo.
Mi pa kupujemo že danes tisto, kar ne rabimo. Vsak ima najmanj 2 handija verjetno. Velike družine imajo 1 ali 2 avtomobile, vsi imamo pralne stroje, se pravi, to je saturirano, zato je rast mehna. Naša država, ki je zavisna od odvoza, se mora čim bolj orientirati hitro rastoče trge. In da vedeti se moramo, da bo budućnost ostala, kakršna je bila zadnjih let, en je rekel en teh profesorjev, to je business as unusual. Zato, ker smo v zelo nenavadnih okoljih. Ednih je označil kot, da je to volatile, uncertain, complex and ambiguous. So to 4 čudni prispevki, to je volatilno, negotovo, kompleksno in v teh nejasnih področjih lahko zelo uspete, če imate jasno strategijo in jasen fokus, ali pa lahko tudi propadete. Zato je izredno važno, da se fokusiramo tudi v naših podjetjih na glavne ključne management faktorje, ki so potrebne za uspešno vodstvo naših podjetij in da se fokusiramo tudi na upravljanje naših človeških virov, razvoj naših ljudi, trening naših ljudi. Samo tako bomo lahko uspeli. In zato, če hočemo za Slovenijo rečem, kaj so prioritete, jaz mislim, da kot prvo moramo 5 prepadov oziroma 5 problemov, ki jih imamo, sem jih jaz nekako malce ocenil, kateri so malce prebroditi. Ker je naša vlada s čim izredno težko zahtevo in ni za rekel, da treba na vsak način podpirati, ker dela v pravo smer, ali jo ljubite, ali ne ljubite, sem rekel, to vlado moramo podpreti, da bo naredila potrebne reforme in potrebne kratkoročne ukrepe. Mi imamo 5 nedostatkov. Prvič je deficit. Imamo 6,4% deficita, smo imeli, ga moramo zbiti vsaj na 2%. To je prav, da moramo ustvariti najmanj 1 milijardo 600 milijonov. Moramo prihraniti ali pa imeti večje prihodke, da bomo znižali deficit, da bomo prišli v naslednje kriterije. Mi imamo deficit pri zaposlovanju. 10-12% brezposelnih v Sloveniji je izredno nevarno. 120 tisoč ljudi brez dela. Mi rabimo najbolj 60 tisoč delovnih mest novih, da bi to prepolovili. In kdo dela na teh 60 tisoč novih delovnih mest? Te boste dobili samo, če boste imeli rast. Gospodarska rast je v Sloveniji bo leto 2013 minus 2% je ocenjena. Se pravi, bomo spet padli. Rabimo pa najmanj 3-4% rasti, da bomo začeli ustvarjati delovna mesta. To se pravi, imamo tukaj en gap od 6%. In ne rastemo zato, ker nismo konkurenčni. Mi smo 56 na svetu, mogli bi biti pa vsaj 16, se pravi, bi se mogli premakniti za 40 mest. In to se da narediti, samo na tem bi mogli začeti delati. In na tem še nihče ne dela. In potem zadnje še to inovativni gap, se rekel, bi mogli vlagati najmanj 4% GDP-ja letno v raziskave in razvoj. Mi vlagamo po 2% in še to stihijsko. To se pravi, rabimo dodatno milijardo evrov samo za razvoj. Da ne govorim potem še o izobrazbi to. To se zadeve jih je treba definirati, kvantificirati, ker samo če nekaj kvantificirati, lahko tudi nekaj narediš in lahko meraš. Zdaj ni menih ciljev. Ja, vlada reče, bomo znižali deficit, ja, koga bojo znižali? Bomo videli. In potem je treba delati, če gremo nazaj na tiste nivoje, imamo naloge na makronivoju, da popravimo naš pravosodje, naš pravni sistem, ki je grozen, da popravimo efikasnost naše vlade, ki je zelo nizko cenjena, da zelo hitro rekonstruiramo naš trg dela, ki je med najbolj rigidnimi na svetu, in da ustvarimo podjetniško okolje. Da ne teptamo ljudi po glavi, če nekaj ustvarjajo, ampak da jim omogočamo, da jih hvalimo. To je na makronivoju. Na medsonivoju rabimo pošlihtati naše finance. To je neverjetno važno. In zdaj to slabo banko, ko so bojo odločili, da je to najboljša varianta, ali jaz ne moram presoditi, ampak treba to čim prej narediti, če ne bomo sanirali naših bank. Ali pa če bomo nesanirane banke dali v holding propadli. In še nihče se ne ve, koliko je denarja potrebno, je 3 milijarde, 4 ali 5 milijard. In po enem letu še nimamo transparence, to pomeni nekaj zelo gnilega v naši državi, da ni te transparence. Potem moramo, kot sem že omenil, izboljšati vlaganje v izobrazben razvoj in infrastrukturo moramo tudi začeti popravljati. Ker naša infrastruktura tudi rabi nekatere stvari. In potem na mikronivoju pa rabimo dosti boljše sodelovanje med sindikati, delodajalci in vlado. Če smo stalno prebirali, da bomo kamor prišli, rabimo dosti boljše v ta corporate governance, se pravi odnosi med lastniki, nadzornimi sveti, upravami in sodelavci, ker je zelo slabo v Sloveniji. Rabimo več funkcionalne odličnosti v podjetjih, vključno z večji vlaganje v inovativnost in
razvoj ne inovacije, ampak inovativnosti v naših podjetjih. In če bomo to naredili, potem jaz sem, da zaključim malce pozitivno na tem misli, jaz samo kritiziram Slovenijo. Jaz mislim, da Slovenija ves potencial, da postane ena najbolj konkurenčnih držav v Evropi, samo moramo nehati govoriti in se kregati in moramo narediti skupni jezik, skupen koncept in začeti delati. Hvala za pozornost.